Hvaležno pozdravljeni, moji današnji gosti se je zgodila zelo nenavadna izkušnja. Izventelesna izkušnja, po kateri je videla, dojemala in tudi začela živeti življenje popolnoma drugače. Danes nam bo malce bolj približala to svojo zgodbo, ki jo je tudi zapisala v knjigi Ljubi in ljubljen boš. No, zdaj, če je ona napisala to knjigo ali jo je samo zapisala preko nečesa drugega, to boste še tudi izvedeli. V vsakem primeru pa lepo pozdravljena in pa hvaležno dobrodošla, Helena. Lep pozdrav. Zaupajte nam kaj več o tej izventelesni izkušnji. Zdaj, predtem ste živeli precej normalno življenje pridnega potrošnika. Ja, ta izventelesna izkušnja, ta je bila zame velik blagoslov. Kako se je zgodilo? Kdaj? Na kakšen način? Spontano, nič bolezni, hvala Bogu, ničesar slabega takšnega, ampak v meni bolečina, huda bolečina, v bistvu je bila skrb, strah za otroka. Ta bolečina, mislim, da je bila potrebna za to izkušnjo, ki sem jo doživela. In tudi zato lahko rečem, da je to ena izmed najlepših izkušenj v mojem življenju. Ampak v tem času, ko se je to zgodilo, a ste meditirali takrat, ali ležali, spali? Do takrat jaz nisem znala niti meditirati. Niti osnovnih stvari o tem, praktično nisem ja ničesar pojma o tem. Živela življenje kot vse ženske, vpete v delo, strahovi, obveznosti, pritiski, vse to je bilo nad mano. In obenem še ta skrb. In to se je v bistvu zgodilo samo po sebi. Videla sem v naravi barve, ki sploh niso naše barve. Zelena sploh ni zelena, ki jo mi vidimo. Tisti mak po polju sploh ni bil tak rdeč, ki jo mi vidimo, popolnoma drugačne barve. In tisti vzdih, ko sem jaz to videla, je mene dobesedno začutila sem, kako grem iz telesa in ven. In ven. In ven. In vse, kar sem od zunaj poznala, to je taka lepota in mi nimamo besed. Mi nimamo besed, da bi lahko to opisal. Jaz bi lahko rekla ljubezen, ampak je pregrobo. Ampak ste šli ven iz telesa kam v vesolje ali ostali na zemlji pa gledali z druge dimenzije? Ven. In nekaj časa sem šla, ko sem letela ven, je bilo zanimivo to, da vse, kar sem videla, jaz sem vse poznala. Jaz sem vse vedela, meni je bilo to domače, kot da sem tam doma. In taka lepota zlita z vsem, ljubezen. To je ljubezen. In ko sem se jaz, seveda v tistem lepem doživetju, sem se spomnila, po otroka moram v vrtec. In takrat sem videla belo svetlobo, ki je šla mimo mene. In jaz sem šla dalje. To je v mojem umu ostalo. Jaz sem šla dalje in spet po otroka grem v vrtec. Takrat sem se obrnila in šla nazaj. In jaz sem zemljo gledala od zunaj navzdol. Ja, in tudi, ko sem videla stvari, kar je bilo videti, to je bilo tako lepo. In pol hočeš take stvari vsem povedati, deliti z bližnjim, ampak vidiš, da te ne razumejo, se ustrašijo. To, ko sem videla tiste velike, prestrašene oči, sem raje obmolknila. Ampak, ko sem obmolknila jaz, se je oglasil on, stvarnik. To pa je bilo v meditaciji. To je bilo pa v meditaciji? Jaz po tej izkušnji sem jaz znala meditirati. Kako? Ne vem, samo znam. In takrat, ko se je oglasil, prav glas je šel iz mene, da naj že nadaljujem, kar sem se v tisti svetlobi namenila, da sem jaz bila v svetlobi, ni šla svetloba mimo mene, kar je v mojem umu ostalo, ampak sem jaz bila v njej. In pravi, da me je ljubezen do otroka vodila nazaj, da jaz bi lahko tam ostala. In ljubezen do ljudi, do vseh ljudi, da sem se namenila in pomagati spoznati, kdo so ljudje sami. In to je za mene bilo spet nekaj, kaj zdaj? To je mi bilo še rečeno, da je vse eno, a jaz meditiram pa govorim ali sedim pa pišem. In s takim strahom, spoštovanjem, po vsem tem je zame pisalo v roko, položim na papir. To se je samo zlivalo preko uma, besede, stavki na papir in
To je v tej knjigi. Prav na fizični papir? Na fizični papir, pisalo sem vzela v roko in to je samo teklo. In to je taka brzina, da napaka, ki si jo videl, sploh ne moreš popravljati. To imam jaz rokopis doma. Ja. In to vse je zdaj v tej knjigi. In potem je nastala tale knjiga. Katere besede, kateri nauki, kateri modrosti so šle čez? A je bilo to že v resnici usklajen s tem, kaj ste že prej ugotovili v svojem življenju? Ne. Vse to je bilo najbolj zanimivo, pol, ko sem jaz to brala, kaj sem napisala. Ker v enem trenutku je bilo to treba na računalnik pretipkati, ne? Ja, kar zame sploh ni, ampak sem vseeno. Ko sem jaz to brala, jaz sem bila tako fascinirana, to so stavki na papirju, ki so popolnoma proti mojim prepričanjem. Moje razmišljanje o tem se sploh nič ni skladalo. Ampak ko sem jaz to prebrala, razmislila, kaj piše in ponovno prebrala in sem se rekla, wow, pa saj to je resnica, saj to je resnica. In to je bilo... Se pravi, kot nek medij, kot čisto kanaliziranje. Ampak česa zdaj? Omenili ste prej besedo stvarnika, ne? Zdaj, mi besede Bog se v današnjem času kar malo bojimo, pa obsojamo, pa ne vemo, kaj ste misli, pa je zdaj to krščanstvo ali ni, ali je ena druga religija ali ni. Stvarnik, kako ste dojeli tega stvarnika, ta vir kreatorja, velikega programerja? Ja, jaz, ko sem to brala, on govori, jaz ki sem alfa in omega, stvarnik vsega stvarstva. On sebe imenuje stvarnik. In tudi pove, da beseda Bog je na zemlji najbolj zlorabljena. Beseda Bog pa beseda ljubezen. To sta dve besedi, ki sta zlorabljeni in mi je prav všeč reči stvarnik. Stvarnik, ne? Ja. In tudi on sebe imenuje stvarnik. A pa je on ali je ona? Odkrito ne vem. Ne vem. Predstavil se je stvarnik vsega stvarstva. Jaz, ki sem. Zanimivo vprašanje. Naslednjič v meditaciji. Tole je knjiga Ljubi in ljubljen boš, stvarnik ne govori človeka na zemlji. Tole je knjiga moje današnje gostje, kjer so zapisane vse te modrosti avtomatskega pisanja, ki se je zgodilo po njeni zunajtelesni izkušnji. Torej, Helena Godec Lenka, ki trenutno še nima svoje spletne strani, knjige niso v knjigarni še tale trenutek, ampak lahko pa ji pišete na njen elektronski naslov in če vam je namenjeno, boste prišli. Bolj ali manj vi zdaj sam sledite temu, kar vam je bilo naročeno, da informacije pridejo do ljudi. Tako. Naročeno mi je bilo, da kar bo napisano, naj zvežem knjigo, povežem z zlato nitjo, da nihče nikoli ne bo mogel več kaj potvarjati in strašiti, kar se tiče stvarnika. Da je stvarnik čista ljubezen in je v nas in da se ne človek že zbudi in se zave, kako velik je. In pravi, človek, ko boš spoznal, kako mogočen si, jaz sem v tebi, ne išči me zunaj sebe. Ne išči me. Ne boš me našel nikjer, če me ne boš poiskal v sebi. Ampak enkrat, ko me najdeš v sebi, me boš videl povsod. Ja, in to, če pogledamo, ta sistem religije je zmeraj išči Boga zunaj sebe. Če hočeš imeti veze z Bogom, moraš iti v tisto cerkev ali pa v tisto mošejo ali pa brati tisto zadevo ali pa karkoli, v resnici je pa to v nas. Ja, pravi stvarnik, da edino, kar bi bilo potrebno, bi religije mogle spremeniti, govoriti o enosti. O enosti, nerazdvojenosti in o ljubezni. In človek bi Boga čisto drugače dojemal. Stvarnik je čista ljubezen. Me zanima, kaj bodo ljudje porekli na to, kaj se jim bo dogajalo na vseh ravneh, ko bodo brali tole vašo knjigo, ki se je vaša, samo v resnici ni vaša. Ni moja, vse to jaz, ko hočem reči, to je moja knjiga, pa se hitro v jeziku griznem, pravim, to je samo moj izdelek, ni knjiga moja. Evo, spodaj je zapisan tudi elektronski naslov moje današnje gostje, če si želite tudi sami prebrati tole čist kanalizirano knjigo. Sicer pa še kakšna informacija več tudi na klepet@kavi.si. Danes je bila v moji družbi Helena Godec Lenka in tole je knjiga Ljubi in ljubljen boš.